moje, živijo nazaj, danes nas čaka video na temo stiliranja mojih las in sicer je zadeva ekstra enostavna. Jaz nosim svoje lase ali ravne ali pa skodrane. Tako da v tem videu ti pokažem obe tehniki, pravzaprav ni nič ekstra, ampak ker je bilo kar nekaj zanimanja glede kako jih stiliram, ti bom torej danes pokazala, kaj uporabljam, da ustvarim in dolge sijoče ravne lase in kaj uporabljam, da ustvarim skodrane lase. Ok, vedno ko jih stiliram, torej predno jih toplotno kakorkoli obdelujem, uporabljam Heat Protector. Pomembno je samo, da jih zaščitiš, zato ker jih bomo napadle zdaj s toploto in da jih ne bo šok, ok? Tako da sploh, če so tvoji lasje tanki, suhi, pol je ta korak skoraj obvezen. In to je to. To je prvi korak. Drugi korak, vedno preden začnem likati ali pa kodrati svoje lase, dobro počešam, zato ker nočem nobenih vozlov, vozličkov. Sploh pri dolgolaskah imam občutek, da se itak vozli delajo konstantno. Ne vem, a se tudi tebi to dogaja. Če imaš kak dober nasvet, kako preprečiti vozle, ga lahko zapišeš spodaj v komentar. Mislim, da bomo dolgolaske hvaležne. K meni se ekstra vozlajo. Mislim, tudi zdaj, ko je zima in nosimo plašče, bunde. Ko gremo doma, se počešam, ko pridem čez 10 minut na cilj, so moji lasje že tako kot sračje gnezdo, tako da Bog mi pomagaj. Likalnik je ready. Nekaj časa nazaj mi je moj star likalnik se odločil, da ne bo več delal, da me bo malo zafrknil in je eksplodiral. Ko sem si delala kodre, ni imel takega vrtečega kabla in je eksplodiral. Tako da zdaj imam nov likalnik, ta je Remingtonov Keratin Protect pametni ravnalec. Pameten je zaradi tega, ker dejansko regulira nivo vlage konstantno ves čas in glede na to, koliko je vlage, dejansko po domač povedan, prilagaja temperaturo. Tako da na ta način je likanje ekstra zdravo, oziroma lasje ostanejo zdravi, sijoči in manj poškodovani. Yes. Točen kjer tip likalnika bom pustila pod videom in tudi link, tako da si lahko ga prečekiraš. Dela tudi kodre, ampak jaz si z njim samo ravnam lase, čeprav je, bom pokazala tudi, kako enostavno se da narediti kodre. Za kodre sem si kupila kodralno palico. In to bomo uporabili takoj potem, ko si zlikam lase. Najprej jih dajmo zlikati. Jaz sem rada pri roki še en tak ozek kampelj, glavnik, ki ima te v bistvu ščetine zelo, plastične ščetine sicer, ampak zelo skupaj. Preden polikam, vedno pramen po pramen počešam in počasi vlečem pramen vse do konic. Takole. Pomembno je v bistvu, da ko si likaš lase, da nikoli ne likaš prevelikih pramenov ali pa da bi recimo šla kar 3-krat tako čez, zaradi tega, ker takrat jih lahko celo v bistvu zasmudiš. Ali pa, če že ne zasmudiš, zelo poškoduješ. Tako da enkrat je dovolj, od korena do konic počasi in spustiš. Like that. Jaz včasih sem jih likala tako, tudi mislim priznam, kar tako malo na hitro, ker se mi je mudil, ne. Prijela en velik pramen in šla na hitro čez, ampak niti efekta ni bilo lepega, niti nisem si naredila v bistvu neke usluge. Svojim lasem predvsem. Tako da tako se lika. Ok? Punce moje lepe. Sploh ne težko, pa tudi ekstra hiter je. Ta, v bistvu moj pametni likalnik, ima še eno super lastnost in sicer, da ima te plošče prevlečene s keratinom in pa mandljevim oljem, tako da v bistvu lasje še bolj sijoči izpadajo. Ker se te sestavine v bistvu prenašajo na lase, tako da so res ekstra sijoči. Izgleda tako, kot da sem si dala kaj na lase, ampak v bistvu nisem, razen spreja za zaščito. In na ta način pravzaprav zdaj zlikam še preostanek glave. Za final touch pa uporabljam še en izdelek, zato ker hočem vrniti malo volumna. Tako da uporabljam od Sobrine Hair Coat prahec za volumen. Super stvar. Vse, kar naredim, je, da flipnem lase na eno stran, malo se popudram z njim, počešam s telim super uporabnim glavnikom, flipnem lase na drugo stran, tako,
popudram, kot dojenčkovo ritko. Začešam prahac noter. Na ta način v bistvu dobim malo več volumna v tem zgornjem delu pri korenu. Malo bolj je tukaj narejena čelada. Čelada volumna. Ok? In to so moji zlikani lasje. Ekstra simpel, upam, da ne boring, ampak na ta način jih v bistvu zlikam jaz. Ne vzamem veliko časa, ampak je pa videz urejene pričeske. Tako da to je moja prva izbira za takrat, kadar se mi mudi, nimam veliko časa in moram iti od doma urejena. Takrat si zlikam lase. Yes! Evo jih! Tem pametnim ravnalnikom komot tudi skodra svoje lase, ima super lepo vrtljiv kabel, tudi zelo dolg kabel, tako da ni dileme. Temperatura je nastavljena na 200. Kar naredim je, torej pramen dam med plošče, zavrtim za 360 stopinj in počasi vlečem dol. And voilà! Tudi svoje kodre dosežem v bistvu zelo enostavno, malo dlje se zamudim, vzame mi približno slabe pol ure, ampak je totalno vredno po mojem mnenju, zaradi tega, ker je res malo bolj fancy. Tudi počutiš se, saj jaz se počutim s kodri ful dober. Tako da praktično kar naredim je, celoten postopek je isti. Najprej pošpricam svoje lase z Heat Protective Sprayem, jih počešam, da ni nobenih vozlov, razdelim svoje lase na dva dela in pa uporabim tole ključno napravco. Imenuje se Remington Keratin Protect kodralna palca. Tale je 19 do 28 mm. Jaz si kodram, torej začne se, ravno tako je 5 različnih nastavitev, začne se 150, jaz rada kodram svoje lase na funkciji Pro Plus in pa pride skupaj z rokavico, kar je ekstra v bistvu koristno. Se bom kar uporabila, jo bom. Hej! Kar jaz rada naredim je, da kodre obrnem stran od obraza. Tako da začnem na vrhu, navijam okol, tale centimeter, torej samih konic pustim, ne prislonam na kodralnik in držim približno 5 do 10 sekund. Evo ga. Kodri trajajo malo dlje časa, tako da kar jaz rada naredim je, da si v bistvu naštivim musko, zraven, ko se kodram in pol mine v bistvu zelo hitro, tako da. Kodralnik je prevlečen z keratinom in pa mandljevim oljem, zato da dobiš res ta lesk in zdrav videz las. Tako da zdaj so se recimo da ohladili. Isto naredim kot pri zravnanih laseh, torej flipnem jih na eno stran, popudram. Ko kodračkom dodam volumen, je na vrsti takle glavnik. Kar naredim je, da grem samo enkrat, dvakrat čez kodre. In pa svoje kodre zaščitim z sprejem za lase od Schwarzkopfa Oasis Plus. Od korena do konic. Ok, ljubice, to so kodri, po katerih ste me spraševali, kako jih dosežem. Nič strašnega oziroma nič težkega, malo več časa moraš imeti kot pri ravnanju las. Pod video bom pustila vse podrobnosti o izdelkih, ki sem jih danes uporabila za urejanje moje pričeske. Tudi direktne linke do kodralnika in likalnika boš našla. In čas je za nagradno igro.
Da ne bom samo jaz tista, ki bo imela lepo frizuro in kodre, sem se odločila, da en kodralnik tudi podarim. V bistvu gre za mašino, ki ti sama naredi kodre, vtakneš pramen po pramen v tole luknjo in dobiš še hitreje in še enostavneje, brez matranja, top kodre. Tako vse, kar moraš narediti, je, da sodeluješ v nagradni igri, da si naročena na moj kanal, da spodaj pustiš komentar, kakršenkoli pravzaprav, karkoli lahko zapišeš spodaj v komentar. In 1. decembra bom izbrala komentar in spodaj še bom izbrala tebe, pod tvoj komentar napisala, da si ti srečna dobitnica te nagrade. Tako da vsi ste dobrodošli, da sodelujete. Se gledamo v naslednjem videu. Ne pozabite sodelovati v nagradni igri, seveda. Itak. Čau!